Jaz mislim, da so mlada zagonska podjetja bistvo razvoja v Sloveniji, da nam to nekako daje prihodnost. Res me veseli, da tudi država Slovenija, da Spirit v bistvu podpira ta podjetja skozi sheme financiranja, kakor tudi skozi vsa izobraževanja, mentoriranja, ki jih program ponuja. Mislim, da dva dela sta zelo ključna, torej ta denarni del, da imajo startupi recimo mir in tudi finance, da začnejo normalno s poslovanjem. Mislim, da ta del lahko multiplicira in bistveno skrajša pot do uspeha. Druga stvar pa je znanje, ki startupom v bistvu zelo na začetku primanjkuje, in tako sodelovanje med recimo temu nekako večjimi podjetji in pa startupi se mi zdi, da je pot do uspeha. Torej, po mojih izkušnjah s temi startupi gre za nove inovativne izdelke z visoko dodano vrednostjo, ki vsebujejo praviloma zelo veliko znanja, kar je nekako tisto, kar lahko Slovenija glede na svojo lego praktično prodaja, torej nišne izdelke, veliko znanja, inovativne rešitve, ki so na voljo na trgu. Kar se pa tiče vloge Slovenskega podjetniškega sklada, jaz moram omeniti, da za razliko od ostalih držav je vloga sklada zelo, zelo velika, predvsem v začetnih fazah razvoja startupov, predvsem v tej semenski, celo predsemenski fazi. Tako da jaz mislim, da Slovenija ne bi imela takšne količine startupov, tudi določeni so zelo kvalitetni, če ne bi dobili podpore Slovenskega podjetniškega sklada. Ker če pogledate te uspešne zgodbe, ki se sukajo po medijih, so večinoma prišle iz gnezda Slovenskega podjetniškega sklada.